Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki, spoštovani profesori in profesorice, prav lepo pozdravljeni na Slovenski matici. Danes se nahajamo tukaj v stavbi na Kongresnem trgu, v katerih je seveda pred toliko in toliko desetletij so hodili vsa veličastna imena slovenske književnosti, od Frana Levstika, pa tudi seveda Ivana Cankarja in vseh drugih sodobnih, tudi še živečih pisateljev. V to stavbo se je Slovenska matica preselila leta 1879, predtem je gostovala tam, kjer je danes Konzorcij knjigarna, v tako imenovani Suvanovi vili, ki jo je delno dajal prijazen ljubljanski meščan, tudi seveda slovenskim društvom. Toda pojdimo po vrsti skozi kratko zgodovino Slovenske matice, da boste sploh razumeli, kje smo se danes zbrali in kakšna je pravzaprav povezava med Slovensko matico, Ivanom Cankarjem in Romanom na klancu. Beseda matica, kaj vam pravzaprav najprej pade na misel, ko vam jo omenim? Kaj je matica? Noben ne ve, nihče? Čebela. Ja, mati čebel naj bi to bila, a ne? Hkrati pa je beseda matica tudi češkega izvora, ki pomeni fond ali nabirko denarja. Namreč veste, da se je v 19. stoletju dogajala prebuja narodov, zlasti slovanskih narodov, ki so bili takrat del Avstrijskega cesarstva in tako so začeli zbirati tudi fonde denarja za namene, da bi začeli izdajati knjige v svojem lastnem jeziku. Tako je leta 1826 kot prva v Novem Sadu, vemo zakaj v Novem Sadu, ker je seveda ta del od Beograda pripadal osmanskim oblastem, medtem ko je vojvodinski del pripadal Avstrijskemu cesarstvu. In tako je v Novem Sadu bila ustanovljena kot prva Matica srbska, ki letos praznuje svojo 200-letnico. Potem so sledile še druge take ustanove, torej, ki so zbirale denar za izdajanje lastnih narodnih knjižnih del oziroma tudi drugih strokovnih in znanstvenih del. Tako je nastala Češka matica, Poljaki so imeli tako imenovano Mater Polsko, Hrvati so imeli Ilirsko matico, Ilkar II in tudi Dalmatinsko matico. Leta 1863 je bila ustanovljena Slovaška matica, le Slovenci še nismo imeli take svoje založbe. No, ampak, če pogledamo najprej zgodovino slovenskega založništva, kdaj se je pravzaprav profesionalno slovensko založništvo, izdajanje sistematično knjig v slovenskem jeziku začelo, je zanj zagotovo najbolj zaslužen škof Anton Martin Slomšek, ki je že v 50. letih na takratni Ilirski guberniji naslovil prošnjo, da bi ustanovili Slovensko matico, a je bila ta prošnja zavrnjena. Mu pa je leta 1851 v Celovcu uspelo ustanoviti Družbo svetega Mohorja, ki je bila prva slovenska profesionalna založba. Toda ta Družba svetega Mohorja je izdajala predvsem tako imenovane mohorjanke ali večernice. To so bila taka bolj lahkotna, leposlovna, literarna besedila v slovenskem jeziku, da je sploh širila bralno pismenost med takratnim prebivalstvom na podeželju. Vemo, da je bilo takrat zelo veliko prebivalstva nepismenega. In pisatelj Prežih Hovoranc je celo dejal, da če doma ne bi skupaj na zapečku brali teh mohorjank, ne bi nikoli postal pisatelj. Toda, torej še nekaj več kot 160, tudi 170 let nazaj, Slovenci še vedno nismo imeli, kljub vemo, da je bila že izpeljana reforma Marije Terezije,
poučevanja sistematičnega pouka v takratnih gimnazijah v slovenskem jeziku. In ko je znameniti rodoljub, dr. Lovro Toman, ki ga vidite tukaj na sliki, bil je tudi naš državni poslanec takrat, na Dunaju interpeliral takratnega šolskega ministra Šmerlinga, zakaj pouk v takratnih gimnazijah še vedno ne poteka v slovenskem jeziku, mu je ta odgovoril, da slovenski jezik pač ni primeren za kaj drugega, nego za krščanski nauk. Kaj je hotel s tem povedati? Da če hočemo imeti suvereni jezik, če hočemo, da je nek narod suveren in če hočemo, da je suverena seveda tudi država, ki jo kasneje ta kot nacija sestavlja, mora imeti jezik razvite čisto vse oblike svoje pojavnosti. Torej ta pogovorni jezik, ki ga mi uporabljamo vsak dan in ki so ga takrat tudi uporabljali na podeželju, ta literarni in leposlovni jezik, ki ga je razvijala prva slovenska založba, Družba svetega Mohorja, in pa tudi strokovni in znanstveni jezik, ki je zapisan tudi v učbenikih, v znanstvenih in drugih knjigah. In prav takih knjig torej Slovenci nismo imeli. No, potem pa smo praznovali leta 1863 tisočletnico, se opravičujem, tisočletnico prihoda koga, kdo je prišel v naše kraje 863. Bila sta zelo zaslužna za nadaljnji razvoj slovenščine. Sveti Ciril in Metod sta prišla v naše kraje leta 863 in ko smo leta 1863 praznovali tisočletnico njunega prehoda, so v Mariboru takratni rodoljubi naredili velik literarni dogodek, zbrali denar, napisali pravila, ki jih lahko vidite tudi tukaj natisnjena, in doktorju Janezu Blajvajsu, ki se je udeležil tega dogodka, tako imenovane besede so se poimenovali ti literarni večeri, izročili ta denar in spisana pravila in rekli, dajte že v Ljubljani končno ustanoviti Matico slovensko, tako se je takrat to imenovalo. No, vendarle niso mogli ustanoviti kar tako, moralo je priti še dovoljenje samega presvetlega cesarja iz Dunaja in to je prišlo 4. februarja 1864. Zraven pa je priložil še 500 goldinarjev in seveda s tem ta dan šteje za rojstni dan Slovenske Matice, ki je naša najstarejša delujoča kulturna in znanstvena ustanova oziroma društvo. To je namreč čas, ko Slovenci nismo imeli svoje univerze in so vsi hodili študirati na Dunaj. To je bil čas, ko Slovenci nismo imeli Akademije znanosti in umetnosti. Torej je bila Slovenska Matica edina, ki je povezovala vse slovenske intelektualce in umetnike v svojo družbo na tak način z namenom, da izdaja tudi zahtevnejša, torej tudi strokovna in znanstvena besedila. In res je takoj, potem ko je bila ustanovljena, začela pripravljati učbenike, najprej prevode raznih nemških učbenikov, botanike, mineralogije, fizike, kemije in podobno za slovenske takratne srednje šole in pozneje tudi avtorska besedila, že slovenska z tega področja. In tako smo Slovenci dobili tudi ta del literature oziroma ta pomemben segment jezika. Zato vedno apeliram na vse dijakinje in dijake, da morate čuvati ta slovenski jezik, tudi ko boste bodoči znanstveniki, zato ker če nimamo razvite ravno te terminologije, smo lahko videli, kako nas bodo ožigosali tujci. In zato seveda Slovenska Matica vsak trenutek ostro nasprotuje prizadevanjem nekaterih fakultet, da bi izvajali pouk v angleškem jeziku.
ker vemo, da v 21. stoletju to zagotovo na slovenskih univerzah ni potrebno, ko imamo slušalke in lahko v hipu nam računalniški stroj prevede besedilo iz slovenskega jezika v katerikoli tuji jezik. Toliko nekako o začetkih in zgodovini Slovenske matice. Naj povem morda še tole. Vsi člani, ustanovni člani Slovenske matice, ki so seveda dali tudi donacijo za njeno ustanovitev, so prejeli, vidite, tak veliko potrdilo o članstvu. Zanimivo je seveda, da se je takrat imenovala Matica Slovenska in da piše, da je ta in ta gospod njen ud. Kaj vam to pove gospod? Da seveda takrat prve ustanovne članice niso bile ženske, vendar se je to hitro spremenilo. Ženske so začele tudi seveda sodelovati pozneje s Slovensko matico. Tu je izdajala tudi svoje dela Zofka Kvedrova, namreč prav letošnje leto vemo, da je razglašeno tudi za obletnico Zofke Kvedr. No, tukaj z sten Slovenske matice pa vas zrejo tudi znamenite slovenske osebnosti, kot ste nekatere lahko že iz mojega uvodnega govora spoznali. To so predsedniki Slovenske matice, novejše hranimo portrete v drugem nadstropju, ampak Slovenska matica je organizirana tako, da ima na eni strani predsednike, ki je protokolarna funkcija, in potem tako imenovanega tajnika in urednika, ki pa je tisti, ki skrbi za celotno delovanje Slovenske matice. In če se ozremo po teh predsednikih, spoznali smo že doktorja Lovra Tomana, glede na njegove pobude je bil zaslužno prvi predsednik, drugi predsednik Henrik Edvin Kosta, ki je znan po tem, da je napisal prvo slovensko bibliografijo. Kaj to pomeni? Da je bil prvi, ki je naredil seznam vseh knjig, ki so v slovenskem jeziku dotlej izšle, kar je seveda zelo dragoceno. Tudi tega ste že spoznali, doktor Janez Blajvajs. To je bil tudi edini naravoslovec, ki je bil predsednik Slovenske matice, saj je bil po poklicu veterinar. Morda naj omenim še dr. Josipa Marna, ki je bil edini duhovnik med predsedniki Slovenske matice. Bil je zelo zaslužen za razvoj jezika, izdajal revijo Jezičnik, vendarle pa je na njegovem predsedovanju ena taka rahla črna pika. Namreč, kot zanimivost naj povem, da je Slovenska matica počela vse, ne samo izdajala knjige zahtevnejše besedila, ampak je skrbela tudi za odkupovanje vseh rokopisov slovenskih. Tako je imela Slovenska matica v lasti najstarejše slovensko tiskano besedilo, to je besedilo, ki so ga peli uporni kmetje v 16. stoletju. Namreč bil je letak v nemščini, kjer je pisano, kaj ti uporniki pojejo, in to so te znamenite besede Levkup, Levkup v Boga gmajna. Potem je imela Slovenska matica v lasti rokopise Valentina Vodnika in drugih. Ko pa je prišel na vrsto odkup rokopisa Simona Jenka, je predsednik Marn dejal, da so pa te pesmi pa malce preveč erotične. Rokopisov takrat niso odkupili in so izgubljeni. Zato vidimo, kako zelo pomembna in dragocena je bila Slovenska matica, ki je zaslužna tudi za to, da je bila ustanovljena pozneje Slovenska univerza. Ona je dala pobudo za njeno ustanovitev in takrat Narodni in univerzitetni knjižnici podarila tudi vso to rokopisno gradivo, ki ga danes tam najdete iz tega 19. stoletja, iz tega obdobja. Prav tako je Slovenska matica dala pobudo za ustanovitev Akademije slovenske znanosti in umetnosti, tako da je dejansko mati vseh teh ustanov. Morda naj omenim samo še dva predsednika Slovenske matice, enega boste morda prepoznali tukaj v sredini na steni, pisatelj Ivan Tavčar, je bil predsednik po prvi svetovni vojni.
Zaslužil za to, smo Slovensko matico dobili nazaj. Med Prvo svetovno vojno so jo namreč avstrijske oblasti ukinile. Matica je 1914 izdala roman Frana Masleja Podlimberskega Gospodin Franjo. V njem je kritiziral avstrijsko oblast, kaj dela s prebivalstvom v Bosni, in seveda so nemudoma Slovensko matico zaprli, pobrali njeno premoženje in šele leta 1917 je to dobila nazaj in zato je zaslužen Ivan Tavčar. Morda še predsednik, ki ga vidite v sredini, na zadnji steni naše dvorane. Bil je predsednik po drugi svetovni vojni, to pa je pesnik Oton Župančič. No, tudi tajniki so bili pomembni. Naj povem, da je bil prvi Fran Levstik, pisatelj, je bil prvi tajnik Slovenske matice. Potem znamenite osebnosti kot Josip Vidmar, France Bernik in vsi drugi. Zagotovo pa najpomembnejši v vsej zgodovini tajnik in urednik, ki je bil to mesto zasedal kar 35 let, med letoma 1981 do 2016. To je obdobje, ko se je Slovenija osamosvajala in je zelo zaslužen s svojim delom tudi zato. To je najpomembnejši živeči slovenski pisatelj, avtor romana To noč sem jo videl, Drago Jančar. Torej, vse do Jančarja seveda ni bilo niti enega, niti ženske predsednice, vse do danes, tudi ne tajnik nobene ženske, tako da šele potem sem na njegovo mesto prišla kot prva ženska na Slovensko matico, kot tajnica, urednica jaz. Tako da tudi tu se torej navade na Slovenski matici spreminjajo. Naj povem še, da je v tem obdobju Draga Jančarja bilo zelo pomembno, ker je začel izdajati dela, ki so bila v takratni Jugoslaviji prepovedana. Je v 80-ih letih izdal roman Branka Hofmana Noč do jutra, potem je začel ponovno izdajati v takratni Jugoslaviji dela pisatelja Borisa Pahorja, ki mu ni bilo dovoljeno objavljanje zaradi intervjuja z Edvardom Kocbekom. Slovenska matica se je v tem obdobju intenzivno priključila osamosvajanju Slovenije, izdajala številne izjave, predvsem pa je bila tu tudi ustanovljena prva slovenska demokratična stranka v tej dvorani in tudi tu je deloval odbor staršev za vrnitev otrok iz takratne Jugoslovanske ljudske armade, tako da ima tudi neko kratko politično zgodovino tudi Slovenska matica. No, zdaj pa vas seveda veliko bolj zanima, kako pa je Slovenska matica povezana z Ivanom Cankarjem. No, takole Slovensko matico smo torej spoznali, zdaj pa Slovenska matica in Ivan Cankar. Kot veste, je bil rojen na Vrhniki leta 1876, med letoma 1882 in 1888 je obiskoval tam tudi ljudsko šolo in ker je bil zadnji 2 leti odličen učenec, tudi najboljši med vsemi, so ga vzpodbudili, da odide na študij v Ljubljano. Med letoma 1888 in 1895 je tako obiskoval ljubljansko realko. A veste, kje ta realka je? Ne. Katera je ta šola? Je to Vegova. Tako je, odlično. To je tu na Vegovi, a ne? Danes je to elektro ali kako računalniška. No, in to ljubljansko realko, na tej ljubljanski realki, je bil od 4. do 7. razreda njegov učitelj slovenščine, zadnje leto pa tudi razrednik Fran Levec. Fran Levec, ki ga vidite tudi tam na portretu ob vratih, je bil nemudoma odkril Cankarjev izjemni talent pisateljski in ga vzpodbujal, da piše in piše. Toda kako? Na srečo je Fran Levec leta 1893 postal predsednik Slovenske matice, zato tudi hranimo tukaj njegov portret.
in to funkcijo je opravljal do leta 1907. Bil pa je tudi vodja knjižnega odseka, torej je takrat pripravljal tudi založniški program. Fran Levec je bil izredno zaslužen za razvoj Slovenske matice, celo imenujemo to njegovo predsedovanje zlato obdobje Slovenske matice. In takrat je uvedel številne nove zbirke na področju leposlovja, hkrati tudi je začela izhajati prva slovenska znanstvena revija v tem času, to je bil tako imenovani zbornik leta 1899. Njegovo nadaljevanje je zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, nekaj izvodov prostih, če vas zanima, smo vam pripravili tudi zadaj, pa jih lahko potem po predavanju vzamete. No, ampak kako je on Cankarja spodbujal k pisanju? Slovenska matica vse svojo dokumentacijo skrbno zbira in hrani v tako imenovanih fasciklih, ki jih čuva Arhiv Republike Slovenije. In tega že skoraj 150 fasciklov, tam pa, če pogledate obdobje predsedovanja Frana Levca, odkrijete, kako je Ivanu Cankarju vnaprej plačeval honorarje, potem pa seveda od njega terjal, da rokopis čimprej odda. In pri tem je bil zelo uspešen. Namreč Ivan Cankar je v samo 8 letih pri Slovenski matici izdal kar 10 svojih proznih del. To je izjemen opus, ker gre tudi za obširnejša besedila, vidimo romane in podobno. Leta 1900 povest Popotovanje Nikolaja Nikiča, čez eno leto že Pripoved tujci, že leta 1902 pa izide roman Na klancu. Koliko je bil Ivan Cankar star, ko ga je napisal? Kdaj se je rodil? 1876, torej je bil star 26 let. Torej pri samo 26 letih je napisal tako zrelo delo, kot ga vi danes morate kar pozorno prebirati, da ga razumete. Skratka, potem v istem letu še pove Življenje in smrt Petra Novljana, pa čez 2 leti roman Križ na gori, v letu 1905 2 deli, Potepuh Marko in kralj Matjaž in v Mesečini, pri 30 letih leta 1906 roman Martin Kačur, isto leto še Smrt in pogreb Jakoba Nesreče in leta 1908 roman Novo življenje. Ta rokopis smo nedavno tudi našli na Slovenski matici kot zadnjega, ki smo ga še imeli in predali vnuku. Zakaj se to imenitno, odlično sodelovanje med Slovensko matico in Ivanom Cankarjem leta 1908 zaključi, se bomo vprašali. Videli smo, da je bil predsednik Slovenske matice seveda Fran Levec do leta 1907. Vedno se založniški programi delajo za leto naprej, tako da je razumljivo, da je 1908 išel še roman Novo življenje. Ampak vzrok seveda ni bil samo ta, da se je njegov mentor poslovil z predsedniškega mesta. Zdaj, vsa dela so išla v takrat ustanovljeni Knezovi knjižnici, ki sem jo omenila, to je zbirka za slovensko izvirno leposlovje, ki jo je uvedel Fran Levec zato, da jo je poimenoval po Antonu Knezu, ki je bil znamenit ljubljanski trgovec, vendar je bil nesrečno zaljubljen, pri 36 letih skočil pod vlak, ampak vso svoje premoženje je prepustil skoraj vso po Slovenski matici. Če vemo, da je dal cesar sicer 50 let prej 500 goldinarjev, si lahko predstavljamo, kakšna velika donacija je bila 30.000 goldinarjev, ki jih je Slovenski matici zapustil Anton Knez. Žal je ta denar kasneje izpuhtel, ker so matico zaplenili v Prvi svetovni vojni, nanjo tudi vzeli takratni avstrijski oblastniki drage vojne kredite in smo to stavbo komaj da rešili. No, in Anton Knez je v svoji oporoki tudi zapisal, naj ustanovijo posebno zbirko, ki bo nosila njegovo ime
in mora biti pisana v strogo narodnem duhu. Torej, kako so vsi poudarjali pomen te slovenske besede in seveda tudi tem, ki zadevajo slovenskega človeka. Če samo poudarimo, sem rekla, zlato obdobje Slovenske matice, predsedovanje Frana Levca, kako zelo je bil priznan, priča morda tudi ta portret, če si tam pogledate original, vsi drugi so nekako realistično naslikani, njega pa je, to je tudi najdragocenejša slika v celi naši galeriji, ker jo je naslikal impresionist Ivan Grohar, naslikal eni taki modro-zeleni kopreni, in to zato, ker je hotel izpostaviti njegovo modrost in seveda pomlad zelene barve, to njegovo večno duhovno mladost, ki jo je prinašal. To se je toliko bolj izkazalo potem, ko je Ivan Cankar prenehal sodelovati s Slovensko matico. Namreč vzroke, zakaj so radikalno prekinili vse stike, lahko najdemo v uvodu v Cankarjevo zbirko črtic Moje življenje iz leta 1920, kjer Cankar zapiše takole. Nedavno je Slovenska matica razpošiljala po naših krajih formular, na katerega naj bi ljudje napisali poglavitne zanimivosti iz svojega življenja in nehanja. Tudi jaz sem dobil tak formular, pa nisem vedel, kaj bi z njim. Besedilo je bilo namreč hrvaško. Moj občevalni jezik pa je doma edinole slovenski. Državni uradi so se naučili slovenščine, morda se bo sčasoma tudi Slovenska matica. Iz teh in takih razlogov sem izročil formular dekli, da podkuri z njim. Kaj se je torej zgodilo, da je Slovenska matica, ki je bila ustanovljena prav za ohranjanje slovenščine, tako zelo skrenila svoje poti? Tu lahko vidite portret Frana Ilešiča, ki je bil naslednji predsednik Slovenske matice, bil je ilirist in si prizadeval za nekakšen enoten južnoslovanski jezik. In čeprav vemo, da je Ivan Cankar nekako spodbujal povezovanje na političnem parketu med južnoslovanskimi narodi, da je imel predavanje Slovenci in Jugoslovani, pa je ostro nasprotoval vsak trenutek kakršnemu koli jezikovnemu združevanju. Skratka, kot vidite, to njegovo izjemno načelnost, da je raje se odrekel sodelovanju v založbo, svoji karieri, tudi honorarjem in tako dalje, ki so bili zanesljivi za ceno tega, da je njegov jezik doma občevalni izključno slovenski. In to njegovo izjemno sporočilo moramo nositi naprej tudi skozi 21. stoletje. Morda naj poudarim še to, ko smo pregledovali ta izjemni opus Ivana Cankarja, samo v 8 letih, kaj je napisal že za Slovensko matico in tudi njegova zbrana dela so v 29 obsežnih zvezkih, je to najodličnejši argument zoper vse tiste, ki poskušajo vedno znova omalovaževati tudi slovenske literate, naše pisatelje, češ Prešern, saj je bil pijanc pa Cankar, se je samo popival, Vprašajte se, če bi vi bili sposobni pri 42 do 42 leta starosti napisati tako izjemen in tako obsežen opus, če bi vse to, kar nekateri počnejo in govorijo, držalo. Tako svojimi velikani literature nikoli ne počnejo Nemci z Goethejem ali Angleži s svojim Shakespearom. No, zdaj pa se dotaknimo še romana Na klancu. Takole vidite, je izšel v taki izdaji prvotno, v taki izdaji na drugi strani pa ga zdaj prebirajo seveda maturanti. Kaj je na tej podobi najnovejše izdaje poglavitno v primerjavi s prejšnjo? Izrazita je ta podoba. Kdo je na sliki? Franske, ki je vsa oblečena
v črno, ampak ob njej vrli neka svetilka. Skratka, to metaforo si zapomnite, ker jo bomo kasneje tudi obravnavali. Zdaj, ko boste pisali maturitetni esej prihodnje leto, jaz poudarjam, da ne morete napisati dobrega eseja, če ne opravite tako značilnih 4 branj literarnega dela. Prvo branje je tisto branje, ko vi spoznavate avtorja, pa naslov, pa se ukvarjate z naslovom, spoznate podrobno vsebino dela, literarne like in podobno. Drugo branje je odkrivanje njegove zgradbe, tako zunanje, kako so razporejena snov, kako so naslovljena poglavja, kot tudi notranje zgradbe, ki so dramaturške spremembe v zgodbi in tako dalje. Tretje branje je branje v globino. To je branje metaforično, branje in simbolno. Vsaj pri Cankarju je to branje zelo, zelo nujno potrebno. In četrto branje je potem primerjava z drugim literarnim delom, ker sta vedno na maturitetnem eseju 2 in seveda 2 deli in tega seveda danes mi tu ne bomo spoznavali. Bomo pa čisto na kratko pokazali nekatere podrobnosti iz posameznih nivojev branj romana Na klancu. Namreč roman je šel leta 1902, kot sem povedala. Potem je izšel samo pri njegovih 26 letih. Naslov Na klancu danes splošno uveljavljen, ampak v resnici je najprej hotel dati Cankar romanu naslov Židana Ruta. Po čem? A se spomnite prizora v romanu? Ste prebrali roman? Prizora v romanu, ko mati prinese domov Ruto, Židano Ruto in predpasnika, ne? In potem da Nežki Ruto, po kateri je Franska neizmerno hrepenela in je ta Ruta simbol njenega hrepenenja, želje po barvitosti življenja, radosti in vsem, to da njej dodeli predpasnik, ki pomeni nekako obsojenost človeka na delo, domače ognjišče in tako dalje. Skratka, če bi dal naslov Židana Ruta, bi Ivan Cankar predvsem izpostavljal ta roman kot neke vrste Franckino osebno zgodbo, torej kot individualno zgodbo nekega posameznika, njegovih hrepenenj, njegovih želja. S tem, ko se je odločil, da je romanu dal naslov Na klancu, je bistveno bolj razširil to sporočilnost te teme in vemo, da dejansko oziroma širino, dejansko zgodba prehaja od Franske tudi že na naslednjo generacijo. V romanu, kot ste tudi v predstavi lahko videli najbrž, nastopi tudi že študent Lojze, in dejansko vidimo, da je ta klanec ne samo razširil še na kaj, na vse siromake, kakor je naslovil tudi zadnje poglavje svojega romana Na klancu. S tem pa je bistveno bolj s takim naslovom Na klancu, torej razširil pomen tega dela, ne samo iz individualne zgodbe nekega človeka, posameznika, ampak na neko kolektivno tudi družbeno tematiko in širino. Klanec, zakaj ta klanec, ta podoba klanca? Slovenska matica je izdala, vidite, tole delo, profesorice doktorice Vesne Mikolič Ali bereš Cankarja. In ker je cel Cankarjev opus danes digitaliziran in prosto dostopen na spletu, tako da lahko ga prebirate tudi tam, je naredila tak seznam najpogostejših besed, ki nastopajo v celotnem opusu Ivana Cankarja. In sicer je zbrala samostalniške, pridevniške besede in glagole, seveda ne zaimkov, recimo veznikov in predlogov, ker potem slika ne bi bila realna.
In beseda klanec nastopi kar 446 krat. Je na 153. mestu po pogostosti, pa vemo, kako široko besedišče ima slovenski jezik. Takoj za besedo žalost in celo, pa vemo, kako pomembna je za Cankarja to razpoloženje, in pred besedo cerkev. Jaz pa vas bom vprašala, kaj mislite, katera pa je najpogostejša beseda v celotnem opusu Ivana Cankarja, ki nastopi kar 4843 krat. Ne? Vsi rečejo mati, pa ni, je pogosta, je na 28. mestu, ampak ne boste verjeli, najpogostejša beseda pri Ivanu Cankarju je oči. Potem človek, roka, srce, obraz, gledati, videti. To je 7 najpogostejših besed v Cankarjevem opusu in iz njih lahko spoznamo marsikaj. Kaj so oči? Kaj so oči? Oči veljajo za kaj? Tako je, odlično, za okno duše, ogledalo, zrcalo duše, torej kot odraz neke človekove notranjosti. Ampak po drugi strani pa so oči neke vrste naš most do zunanjega sveta, do dogajanja. Z njimi mi spremljamo zunanje dogajanje in na tak način ne moremo govoriti, da je bil Cankar intimist, ki je opisoval predvsem človekova notranja samorazpoloženja, ampak je za njega izrazito pomemben ta dialog med človekom in zunanjim svetom, med človekom in dogajanjem. In to lahko vidimo tudi iz tehle naslovov, če jih podrobno beremo poglavji, ki jih je dal v romanu Na klancu. Če pogledate, vsako drugo poglavje je naslovljeno, da je ime nekega subjekta literarnega, lahko je posameznik, ne, Fani, študent Lojze, ali kolektivni subjekt literarni, izgnanci, siromaki. Vsako drugo poglavje pa je naslovljeno po nekem dogajanju. Franska se je umožila, vzbrstela je mladika, vračajo se izgnanci. In tudi torej, kako premišljeno tudi v izbiro naslovov teh poglavij vnesel to svoj temeljni dialog med človekom in zunanjim svetom, med človekom in dogajanjem, človekom in družbo, tudi kot konflikt ali kot identiteto. Da je to res, se lahko odkrijemo tudi na metafori. Zdaj bomo pa šli na to naše tretje branje, če smo opravili to drugo branje zgradbe. Tudi na metafori se bomo počasi zaključili, ampak ker ste tako zamujali, seveda ne morem zdaj tako zelo skrčiti vsega skupaj, se opravičujem. Tudi na metafori teme in svetlobe, ki smo jo prej zrli, narisano na tisto naslovnico. Namreč, kako se začenja roman Na klancu? Franska ni zaspala dolgo v noč. Vse je bilo že tiho. Nič se ni zganilo v temi in skoraj jo je bilo strah. Samo poredkoma je segel rezek glas iz noči. Zaukal je fant na vasi, zapel je pesem, šel je zmerom dalje po klancu navzdol in pesem je umolknila. Potopila se je v noč. Katera beseda se ponavlja v tako kratkem odlomku? Noč, bravo, pa še temo imamo. Skratka, popoln mrak, temnina, mračnost, brez simbol, ne, noč je simbol brezupa, nemoči in tako dalje. In vi boste seveda tako rekli, je pa profesori nam ves čas govorijo, da ne smejo ponavljati besed. Zakaj si pa Cankar lahko to privošči v 5 stavkih 3-krat ponoviti noč? Vidite, in tem je veličina Cankarjevega pisanja. Če vi prebirate te stavke podrobno, boste videli, da ima noč vedno nek drugačen pomen. Enkrat je noč tista, ki prinaša strah, drugič je noč, ki prinaša že nek občutek bližine drugega človeka. Tretjič je noč tista, v katero se vse pogrezne, torej popolna praznina, neizmerna globina, popoln mrak. Cankar je bil pisatelj, ki je slovenskemu jeziku dal tako pojmovno širino in pomensko širino, kot ni zmogel ne noben pisatelj pred njim, ne več za njim.
In tem je veličina, tudi če on 4800 krat ponovi besedo oči, je ta vsakokrat rabljena v nekoliko drugačnem in spremenjenem pomenu. In tako je treba Cankarja tudi prebirati. No in če zdaj proti koncu, zaključujemo, preberem še, kako pa se roman zaključi. Takole, tu je ni več Francka, ki je seveda se znajde na začetku romana v eni sami noči. Ta noč je na nek način identiteta njenega razpoloženja, torej popoln brezup in mrak življenja. Pri Lojzetu pa je takole, ko zre na trg, in govori: na smrt obsojeni, vse trpljenje je brez koristi, življenje brez koristi. Trgu so se prižigale luči. Zasvetilo se je tu, tam. Noč je prihajala in užigalo se je že tudi na nebu. Obsojeni na smrt, tam doli se je zasvetilo. Majhna rdeča luč je trepetala. Rasla je in plapolajoča rdeča iskra se je izpremenila v mirno, jasno, belo svetlobo. To je bilo učiteljevo okno. Lojze je strepetal in gledal je nepremično, v mirno, belo svetlobo, ki je sijala iz noči. A vidite ta dramaturški lok in to spremembo. Če je Franckina zgodba pogreznjena v eno samo noč na začetku, torej ta popoln brezup, je Lojze enak pričevalec brezupa, seveda kot človek, govori obsojeni na smrt, ne vidi smisla in tako dalje. Ampak zunanje okolje mu že ugovarja. Je že v konfliktu, v nekakem protislovju z zunanjim okoljem, kjer je sicer noč, ampak se luči prižigajo v trgu, se luči prižigajo na nebu in najpomembnejše je, da uzre belo, jasno svetlobo. In kje je ta svetloba? To je bilo, tako je, učiteljevo okno. In zdaj boste morda razumeli, zakaj sem danes na tem predavanju tako izrazito izpostavila ta odnos Ivana Cankarja s Franom Levcem, njegovim učiteljem. Roman Na klancu je treba brati tudi kot izjemen poklon njegovemu učitelju in vedno znova poudarjam, spoštujte svoje profesorje, ker ne veste, kakšno luč vam bodo prižgali v vašem življenju na nadaljnji življenjski poti. In dejansko je torej znanje, vedenje, učitelj bil tista moč, ki je Lojzetu ponudil to luč spremembe, pa je sam morda še ni znal sprejeti. Zagotovo jo boste pa vi v svojem življenju znali. In če morda samo če poudarim samo še eno to dramaturško spremembo, ki se pa na ravni vsebine in zgodbe najbolj izrazito spremeni, če roman prebiramo, zdi se, da vsa razmere, vsi odnosi ostajajo enako brezupni, ampak nek odnos pa se vendarle spremeni. To je odnos med Francko in materjo, če pogledamo na začetku romana, torej Francka razočarana, mati ji ni naklonjena, naklonjena je sestri Nežki in tudi ko gre služiti Francka, opiše svojo mater, ki jo pride obiskat kot koščenih rumenih lic in podobno. Toda na koncu, seveda te poti, pa vendarle pride do spremembe, mati spozna, da se na Nežko ne more upreti in pride k Francki. Zdaj seveda lahko špekuliramo, ali je to resnična sprememba v njenem spoznanju, ali je to zgolj in samo preračunljivost, ampak vendarle se sprememba v tem odnosu dogodi. In tudi to spremembo, ki jo opiše Cankar v svoj roman, lahko razumemo kot eno od avtobiografskih prvin tega romana. Seveda nikoli ne moremo govoriti, da je to biografski ali avtobiografski roman, ker ne morete preverjati resničnosti teh dejstev, niti to vso bogato simboliko ni bil Cankarjev namen.
Lahko pa govorimo o avtobiografskih prvinah, tudi take literarno-zgodovinske pojme boste morali uporabljati, ko boste pisali maturitetni esej. In zagotovo lahko to razumemo, da je Cankar roman Na klancu napisal pri svojih 26 letih, torej ko je prehajal iz teh mladostnih let v zrelejše obdobje. In če pogledamo njegove črtice iz mladosti, ki opisujejo mladostno življenje, je njegov odnos do matere zadirčen, tudi zatajijo in podobno. In lahko to razumemo tudi kot spremembo njegovega odnosa do matere. In vidite, tako nam literatura ponuja mnogo odgovorov na našo pot v življenju. Cankar s svojim odnosom do slovenščine, kakor sem jo poskušala predstaviti danes, morda naj povem, da je bil tako zelo dosleden v tem, kako moramo Slovenci seveda oblikovati tako svojo državo, kot spoštovati jezik, da obstajajo nekatera domneve, da ni padel leta 1918 v bližnji stavbi, čisto tu zraven po stopnicah kar sam, ampak da so ga morebiti tudi udarili zaradi nasprotovanja taki obliki združevanja v kraljevino. Seveda odgovora na to nimamo, lahko pa bo morda kdo izmed vas odkril odgovor na to. Slovenska matica namreč hrani tole posmrtno masko Ivana Cankarja. Povedala sem, da je Slovenska matica morala tudi postavljati spomenike in zato je dala narediti vedno ob smrti vsakega velikega Slovenca tudi njegov odtis v mavcu, da so lahko imeli podobo za kasnejše spomenike. No in to je posmrtna maska Ivana Cankarja in tukaj na vrhu lahko še vidimo njegovo udarnino v njegovi glavi, ki jo je takrat doživel in morda bo kdo izmed vas uspel odkriti, kaj se je pravzaprav dogajalo. Kakorkoli ta njegov odnos do slovenščine je izjemen in nosite to ljubezen do slovenskega jezika, tudi vi, samo v svojem življenju po vsej poti nosite ljubezen do profesorjev, luči, ki vam jo prinašajo, odnosa do staršev, skratka vsega, kar nas en sam Cankarjev roman lahko nauči, nagovori in spremeni. Vsem pa želim seveda predvsem uspešno pisanje maturitetnega eseja prihodnje leto, ne glede na to, katero delo bo na sporedu, na vsak način. Če se boste držali nekako teh 4 stopenj branja, sem prepričana, da ga boste zagotovo imenitno opravili. Če pa se boste držali vseh teh sporočil, ki nam jih roman Na klancu prinaša, pa ne dvomim, da boste ugledni nasledniki vseh teh znamenitih mož, ki vas danes gledajo tukaj iz našega Lendije. Hvala lepa.